Prihajamo na 11. točko letnega programa športa v občini Brežice za leto 2022. Lepo pozdravljeni. Pred vami je že po ustaljeni praksi na podlagi veljavne področne zakonodaje predlog letnega programa športa v občini Brežice za leto 2022, ki smo ga zavezani vsako leto pripraviti, skladno tudi z odlokom o financiranju programa športa v občini Brežice, uskladiti z zainteresirano javnostjo in potem tudi predstaviti občinskemu svetu kot podlago za nekako pripravo in pa potem tudi izvedbo samega razpisa za financiranje programov na področju športa. Kot sem povedala, že uvodoma se dejansko osnutek predloga letnega programa pripravi na podlagi veljavnih aktov, torej v letošnjem letu nismo temeljili sam dokument na veljavnem proračunu za leto 2022 iz znanega razloga, temveč na podlagi trenutno veljavnega proračuna in pa realizacije proračuna leta 2021. Vsebinsko smo dejansko zastavili zadevo v že utečeni smeri, kjer smo upoštevali, da smo si v letu 2021 v aktualnem letu prizadevali za pridobitev naziva Evropskega mesta športa in da v tej smeri za zasledovanje zastavljenih ciljev želimo delati v letu 2022, ko smo ta naziv tudi pridobili in ga bomo takrat, se pravi v naslednjem letu skozi posamezne aktivnosti še dodatno promovirali. Sam osnutek letnega programa smo posredovali v javno razpravo. Javna razprava oziroma povabilo je bilo objavljeno na spletnih straneh občine v Posavskem obzorniku ter posredovano vsem uporabnikom sredstev za realizacijo programov športa po elektronski pošti. Prispelo je kar nekaj predlogov. V uvodu samega letnega programa so povzeti predlogi posameznih predlagateljev, ki so podali svoje pripombe. Se pravi, v času javne razprave smo prijeli pripombe se strani Fight kluba Šoni, Atletskega kluba Brežice, Športne zveze Brežice, Košarkaškega kluba, Posavskega alpinističnega kluba in pa Nogometnega kluba Brežice. Tako da se uvodoma v letnem programu, se pravi, opredeljujemo do posamezne pripombe, ki smo jo prijeli. Moram povedati, da je v letnem programu možno spremeniti tisto, kar odlok o financiranju programov na področju športa ne opredeljuje egzaktno. Se pravi, nekatere zadeve, ki so predpisane z odlokom in z letnim programom, ne moremo spremeniti. Zato je kar nekaj odzivov na podane pripombe v tej smeri. Se pa vsako leto strokovni svet, ki deluje na področju športa in ki tudi sodeluje pri pripravi samega osnutka z sprejetimi predlogi, vseeno poskuša približati predlagateljem in dejansko vsakoletni program prinaša tam, kjer je le možno tudi kakšne spremembe. Verjetno še pomnite, v lanskem letu je to bilo, da kjer so posamezni panoge, športne panoge izkazovale, da zakonodaja področna dopušča manjše vadbene skupine, da te zadeve potem upeljujemo tudi znotraj svojega letnega programa. Tako da tudi letošnji nosi pri izvajanju posameznih, se pravi, kakšne takšne lepotne popravke. Sam osnutek letnega programa, se pravi, obravnava strokovni svet in ga potem pošlje v mnenje tudi panožni športni oziroma panožni zvezi, se pravi, to je Športna zveza Brežice, ki je na letni program podala tudi pozitivno mnenje oziroma ga je potrdila.
Kot rečeno, letošnji letni program pač ne temelji na veljavnem odloku, oziroma letni program za leto 2022 ne temelji na veljavnem odloku za leto 2022, temveč na realizaciji letošnjega odloka, tako da ga kot takšnega jemljemo prav gotovo kot nek živ dokument, ki se bo prilagodil potem tudi končnemu sprejetemu odloku in s tem dejansko predvidevamo zastavijo še kakšne dodatne vsebine na področju športa za leto 2022. Hvala, odpiram razpravo. Jaz sem se kar prijavila za imenu odbora, ki je pač imel kar nekaj vprašanj, razpravljala kar nekaj časa o tem, se seznanil še z nekimi dilemami oziroma dobil odgovore na tisto, kar nas je zanimalo, tako da nekako kaj posebnega ni bilo, je pa zelo zanimivo, ker pač odbor različna področja pokriva in primerja, tako da vedno tudi o tem kar nekaj predebatiramo. Drugače pa se pravi, nič kaj posebnega, predvsem se narediti, kot je bilo rečeno, da te letni programi morajo biti dokaj fleksibilni dokumenti, ker seveda zakonodaja to določa, težko pa je v vseh situacijah prav vse predvideti, tudi zato, ker vemo, da pač na vseh področjih kakšna stvar usahne, druga se potem dvigne, na športu pa mogoče to pri kakšnih zadevah še bolj zelo, ne vem, pač skokovito pri določenih zadevah in je prav, da se to tudi spremlja, kar se vidi recimo tudi nekih pripomb, pa tudi od poznavanja področja, ki ga imate nekateri mnogo več, kot ga imamo članice, ampak tudi mi smo kar dobro s tem seznanjeni. Hvala. Hvala, še kdo želi razpravljati? Vidim, ne bi prvi kar dan glasovanje, spremlja se letni program športa v občini Brežice z Ljubljano, leto 2020. Prisotnost. In poglasujemo. Prihajamo na 12. točko. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o socialnih varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Brežice, skrajšani postopek. Predlog odloka je občinski svet v tej sestavi obravnaval pred dobrim letom. Takrat smo dejansko odlok zastavili na novo in tudi predlagali, da občinska uprava občine Brežice prevzame nazaj odločanje o socialno-varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna. Gre za 3 vrste različnih pomoči, se pravi enkratna denarna pomoč v primeru socialne stiske posameznika ali družine, pomoč ob rojstvu otroka in pa pomoč ob izgubi zaposlitve. Takrat smo formirali komisijo, zunanjo komisijo, sestavljeno iz predstavnic Centra za socialno delo, kot tudi predstavnic posameznih humanitarnih organizacij, ki delujejo na terenu in potem pri posamezni obravnavi nekako z svojimi informacijami pomagajo pri oblikovanju odločitev. Zadeva dejansko tekoče teče, 2-krat na mesec je skoraj praviloma sestanek komisije, ki je vzpostavljena za odločanje o pomočeh. Smo pa pri izvajanju seveda potem ugotovili, kje so tiste pomanjkljivosti odloka, ki jih sedaj z spremembami predlagamo za prihodnje lažje delo. Predvsem smo ugotovili, da na primer za odločanje o pomočeh ob rojstvu otroka ni potrebna komisija, ker so pravila, kdaj komu pripada pomoč ob rojstvu otroka, zelo jasno predpisana z odlokom
in zato teh odločitev ni smiselno prepustiti komisiji, temveč je prav, da te zadeve sproti izvaja oseba občinske uprave, ki dela na tem področju. Tako da za spremembo predlagamo to spremembo. Nadalje smo ugotovili, da dejansko imamo v odloku opredeljenega roka, v katerem je potrebno podati vlogo. V primeru vloge za pomoč ob rojstvu otroka, tako da sedaj smo to opredelili, da je potrebno v 90 dneh od rojstva otroka podati vlogo za pomoč ob rojstvu otroka. Potem smo v bistvu dodali, imeli smo dve višine pomoči, se pravi 250 evrov oziroma do 250 evrov v primeru, kadar je vlagatelj posameznik, oziroma 500 evrov, kadar je vlagatelj družina. Se pravi, dodali smo besedo tudi pri 500 evrov, največ do 500 evrov, če gre za vlagatelja družino, ker so praviloma morajo pri vlogi navesti, za katere vrste pomoči zaprošajo, in njim glede na vrsto zaprošenih pomoči tudi odobri komisija, in te zneski niso fiksni, se pravi, ni 250 in 500, ampak gre za zneske, za katere navedejo, da sredstva dejansko potrebujejo. Potem imamo za odlokom opredeljeno, da vlagatelji, ki dejansko nimajo poravnanih obveznosti do javnih zavodov oziroma komunale, se pravi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in komunalnega podjetja, v bistvu morajo predhodno poravnati te obveznosti pred odobreno pomočjo. Mi smo tudi v preteklosti, ko so pomoči obravnavali na Centru za socialno delo, v bistvu vlagatelje predhodno pozivali, da te zneske poravnajo. Včasih je šlo res samo za nekaj evrov pri knjižnici Brežice, pač smo videli, kdaj je šlo za kakšne zneske, ki so nehote ostali. Tako počnemo tudi sedaj, čeprav smo ugotovili sedaj, ko mi obravnavamo te vloge, da v kakšnem primeru vlagatelji zelo temeljito premislijo, kdo poda vlogo, pa smo ugotovili, da je recimo vlagatelj imel poravnane obveznosti njegovi družinski člani, pa ne, zato v predlogu sprememb uvajamo tudi, da preverjamo ne samo vlagatelje, temveč tudi vse družinske člani, ki jih v vlogi navede kot dele svojega gospodinjstva. Skladno z temi nekaterimi spremembami predlagamo tudi spremembo prilog, in sicer izpadla nam je mobilna telefonska številka oziroma telefonska številka vlagatelja in pa elektronska pošta, tako da dejansko smo zdaj v priloge dali tudi ti kategoriji podatkov, ter pri izgubi zaposlitve smo ugotovili, da potrebujemo tudi dostop do evidence Zavoda za zaposlovanje, da bi lahko ugotovili, kdaj posamezniku preneha nadomestilo, ki ga prejema iz zavoda, da mu lahko potem izplačamo pomoč. Zdaj, v tem letu smo v bistvu ugotovili, da dejansko nismo prišli do, oziroma da ne bomo porabili vseh sredstev. Odločili se tudi o pomoči v izgubi zaposlitve, ki smo jo glede na epidemijo in občutek situacije, v kateri se nahajamo, še dodatno izpostavljali skozi objave v Posavskem obzorniku, pa vendar ugotavljamo, da razen vloge ob rojstvu otroka ne rastejo, oziroma da nimamo izražene take potrebe strani občank in občanov. Zato pač pozivamo vsakega od vas tudi, da opozarjate na to možnost te pomoči. Vmes smo sicer imeli sum, da je mogoče informacija izpadla, ker sedaj podeljuje te vloge občina in ne več v njih ne odloča več Center za socialno delo, pa vendar ravno pomoči ob rojstvu otroka dokazujejo, da prejemniki te informacije prejmejo na Centru za socialno delo, in tudi z centra so nam zagotovili,
da se trudijo tudi informacijo o teh občinskih pomočeh nuditi naprej. Je pa res, da je z odločanjem na naslovu občine bilo del prejemnikov, tudi nekako iz tega seznama prejemnikov umaknjenih, zato ker smo ugotovili pri posameznih, da dejansko pričakuje to pomoč kot avtomatizem in je tudi komisija odločila, da to nikakor ni avtomatizem, ampak da je to res pomoč namenjena za izhod iz stiske in so nekateri prejemniki izpadli. Na račun teh seveda pričakujemo nove prejemnike, ki mogoče do sedaj teh pomoči še niso uporabljali. Recimo za izgubo zaposlitve smo imeli samo 4 vloge in vse so bile pozitivno rešene. Tako da toliko. Hvala. Delam spravo. Peter, delam je predstavljeno. Alenka v imenu odbora? Ja. Prvo je prednost Alenka prva. Potem je Peter. Prosim, Alenka. V imenu odbora. Najlepša hvala. Dela še, ne? Dela? Ne slišim tega klasičnega odrema. Ne dela, no vidiš. Ja. Se je hitro, zdaj imam pa 2, kaj je to zdaj? Enega bom prela. No, enako tudi tukaj smo imeli kar veliko debato, nas je presenetilo tudi to dejstvo, da resnično je manj vlog, kot je bilo mišljeno, tako da je res mogoče še vedno v naši družbi prisotna ta stigma, pa upamo, da bomo to presegli in res pomagati tistim, ki to potrebujejo, ker vemo, da vsakič, ko so te teme, opažamo tukaj predvsem naša podpredsednica zelo dobro ve, koliko je dejansko potreb in mogoče bomo mogli najti en dober način, kako pa naj te informacije resnično pride do pravih ljudi. To je bilo recimo v naši razpravi zelo močno prisotno. Dobili smo pa v bistvu vse ključne informacije, tako kot je bilo že zdaj povedano. Bi pa, ne vem, če ima kdo kakšno dobro idejo, da res ne, Jožica pride to naprave, ker s tem je to namenjeno dejansko, ne. In tako da upamo, da se bo našel tak dober način, ker očitno pač mogoče časopis ali pa neka taka zadeva ni dovolj, ves čas pa poslušamo, da so potrebe velike. Tako da upamo res, da apeliramo z odbora na tisti, ki vejo, kako bi to se razširilo med potrebne, da pri tem tudi pomagajo in da nam povejo, da če smo preveč v ene iste načine, ves čas upeti in se je kakšna stvar tudi izmuzne, ki je bila pa lahko zelo učinkovita. Drugače pa tako kot rečeno, se je Patricija zelo veliko pojasnila in mi smo seveda tudi ta predlog podprli. Hvala. Peter Dirbek. Ja, hvala za besedo. Meni tu nekaj ne gre skupaj. Po eni strani pravite, da sredstva niso uporabljena, da zanimanje ni toliko, da pač sam proračunski del, ki je temu namenjen, naj bi tem potrebam lahko ugodil. Po drugi strani pa slišimo, da se uvajajo bolj rigorozni pregledi, ukrepi in pogoji, predvsem. Se pravi, preverjalo se bo, ali so položnice poravnane in ne samo pri prosilcev, tudi širše pri celotnem sorodstvu oziroma ljudmi, ki si delijo gospodinstvo. Zdaj meni te dve stvari ne greta skupaj. Zakaj ostrite te zadeve? Ker veste, da tisti, ki se že odločijo zaprositi, pa pravite sami, da ni toliko, da jim ne bi lahko pomagali, bojo najbrž imeli tudi neplačane zadeve. Mislim, tukaj najbolj ranljive v bistvu prizadanemo in jih damo na stranski tir. To je podobno kot s temi statističnimi zadevami, kar se tiče nezaposlenosti. Vemo, da se ta zadevo pač lahko parkirati na pozicijo, ker
ker je na videz zadeve nine, v resnici pa se samo nočemo z njo soočiti. Še enkrat, mislim, da v situaciji, ker ima občina dovolj sredstev in za razvoj, in za investicije in za vse ostalo, da tukaj zadeve pač ne pogojujemo in se ne gremo žandarjem. Da lahko pokažemo malo več manevrskega prostora. Ker s tem ne verjamem, da bo kdo bistveno obogatel, ampak si bo rešil neko situacijo, v kateri se je pač našel. In seveda to spadajo tudi neplačane porožnice do javnih podjetij. Peter, jaz moram te povedati, da žal imamo veliko ljudi, ki znajo izkoriščati zelo dobro. In če nekdo pridobi in socialno pomoč in gre na Rdeči križ in gre na Karitas in še ne plačajo položnic, to pomeni seveda, da te položnice moramo plačati ostali za njih in smo bili nepravično. Jaz se strinjam, da je prav, da se daje pomoči, ampak res tistim, ko jih rabi, ne pa tistim, ki izkoriščajo. In to, konec konca ima možnost, tisto nima denarja zaprositi za pomoč tudi, da se s tem pokrijejo položnice. Nikakor pa ne moramo dopuščati, da bojo vsem spoštovanjem do tistih, ko imajo res težave, imaš pa tudi en kup ljudi, ki znajo to zelo dobro izkoriščati, in jaz mislim, da je prav, da dobi vsak pomoč, ki je potrebe, ne moramo pa dopuščati določenim ljudem, da to izkoriščajo oziroma da se celo na tak način okoriščajo. Tako da, sigurno kontrola mora biti, dokazilo porabi namenska tudi mora biti. Če bo potrebno, se lahko prej pogovarjamo, ali da se te stvari povišajo, ampak mora pa biti namenska poraba, ne da bo nekdo denar trošil za nenamensko stvar, za alkohol, za bilo kaj, prosijo za otroka, potem pa otrok hodi bos, oni pa porabi za ne vem zakaj. Zato da jaz mislim, da je prav, da se namenskost, pa konec koncev to so tudi dolžni, v skladu z porabo denarja namenskost uporabo. Tako da v tem primeri se ne moram s teboj strinjati, definitivno pa treba le povedati, konec koncem brezposelnost se zmanjšala, meni je jasno, da ljudje niso zaprosili, kajti dobili so marsikatero pomoč. Je pa edino, kar me pa je strah pri tem, treba vedeti, da zaradi korone je bistveno manj obiskov bilo verjetno teh starejših, pomoč na domu oziroma starejši za starejše, in se mi lahko dogaja, da mogoče pa res kdo ni dal vlogo, zato se mi vidi, da je zelo pomembno, da apelirate na Rdeči križ, na vse, če koga poznajo, da jih pomagate dati vlogo. V tem primeru pa seveda pomoč podpiram. Aleksandar Gajski. Pozdravljeni, hvala za besedo. Mogoče, da sem dorežen na Lenko, kako posredovati na eno predlog, da izkoriščimo strukturo, ki jo imamo postavljeno, da se informacija prenese na predsednike krajevne skupnosti in prosijo, pa celo predlaga, da te uvrstijo to na tako točko na dnevni red, kajti tam so predstavniki vasi in te naj bi najbolj poznali svoje sokrajane in potrebe, s katerimi se te soočajo, oziroma pomankami. Mogoče ena stvar in drugo, mogoče tudi preko osnovnih šol, ki imajo tudi ravnatelj, ki imajo tudi v bistvu pogled neko družinsko stanje, mislim, glede na informacije, ki sem jih v zadnjem obdobju dobil, sem kar malo šokiran, koliko je nekega pomankanja med to družinami. Tako da se mi zdi, da ta dva kanala dokaj dobra med ostalimi, ki že obstajajo, ampak kot predlog. Ja, hvala za besedo. Jaz sem se v bistvu že hotel odjaviti od razprave, ker je Peter povedal tisto, kar sem tudi sam želel. Ampak zdaj sem se odločil, da bom ostal, ker v bistvu sam imamo vprašanje, če sem jaz to prav razumel, to je enkratna izredna pomoč. Zgolj enkrat dobi, če zaprosi. Ali lahko to večkrat vsak mesec? Dejansko gre za enkrat, praviloma enkrat na leto, pri čemer se te tri vrste pomoči lahko kombinirajo. Se pravi, če zaprosi za pomoč v izgubi zaposlitve, je skladno z odlokom upravičen do pomoči, enkratne denarne pomoči. Ravno tako se ne izključuje enkratna denarna pomoč z pomočjo ob rojstvu otroka. Se pravi, se lahko med sebojno kombinirajo
enkratna denarna pomoč, je pa praviloma enkrat letno. Povezano z socialnimi pomočniki, kako to še lahko dobijo na centru za socialno? Se pravi, to so res lastne občinske pomoči in so čisto ločene od pomoči, za katere zaprošajo na centru za socialno delo. In tudi mi pričakujemo, da vlagatelji priložijo položnice, neplačane pač obveznosti, za katere bodo to pomoč porabili. Dejansko se nam še ni zgodilo, da bi bila pomoč nenamensko porabljena. Smo se pa spraševali, kaj bi bilo v tem primeru vlog določa, da tisti vlagatelj, ki ne bi izkazal namenskosti oziroma ne bi predložil dokazil o namenski porabi pomoči, potem za 1 leto ne sme zaprositi za to pomoč. Ampak to je še vedno neodvisno od pomoči na centru za socialno delo. Se pravi, tam dejansko nevezano na to lahko zaproša. Pa še eno vprašanje imam zdaj za izgubo dela. Mene pa zanima, kaj tisti, ne vem, SP-jevci, recimo, ki pač v tem obdobju mogoče pandemije enostavno izpadejo, ampak še vedno imajo prijavljeno, ampak dejansko ne morejo plačevati svojih položnic, koliko bi jih mogli. Če so te ljudje tudi, recimo, lahko prijavljeni, kam bi se lahko prijavljeni? Kar se tega tiče, so tukaj lahko prijavljajo samo fizične osebe. Se pravi, gre za izgubo zaposlitve fizične osebe. Zdaj, če gre za pravno osebo in težave, s katerimi se soočajo pravne osebe, smo v času epidemije dejansko imeli posamezne ukrepe, tudi razpis na področju podjetništva je bil v delu namenjen, tako da neke ugodnosti oziroma neki ukrepi za blažitev posledic epidemije so bili tudi na lokalnem nivoju sprejeti poleg ukrepov, ki jih je sprejemala država. Hvala. S tem je zaključujem razpravo in dal na glasovanje. Sprejme se odlok o spremembu socialnih varstvenih pomoči iz sredstva proračuna občine Brežice. Skrajšeni postopek. Obrazložitev glasu. Ja, obrazložitev. Ja, nisem to biti neljudni, pa potem tudi replika uradno ni dovoljena, zato bom obrazil svoj glas. V občini, kjer imamo oblast, zdaj nekaj časa je že na občinskem svetu mirno, ker tistega, ki pravi glupi davki in jih ne rabimo plačevati, in ker milijoni odtekajo neznano kam in ker smo do vratu v korupciji in v razsipništvu, potem v bistvu se tukaj grebemo in gledamo pod nohte in pod prste tistim, ki so na rodu. Ali imajo, ali nimajo poravnane položnice. Se pravi, verjamem, da s takšnim enkratnim letnim izredno pomočjo z enim takim prispevkom, ki si ga seveda lahko privoščimo in si ga moramo privoščiti, ker se vsaka družba pač meri po tem, koliko lahko poskrbi za najšibkejše člene. In verjamem, da pač mi to zmoremo in hočemo in znamo. Mislim, da pač je tovrstna inkvizicija pretirana in nesorazmerna. In zaradi tega ne bom glasoval proti. Hvala. Prosim, gremo glasovanje. Še enkrat poudarjam, smo za pomoč, vem, da mora biti pomoč porabljena transparentno, namensko, ne moramo socialne pomoči dovolj, da bojo ljudje izrabljali za ne vem kakve druge stvari, kot pa namensko. Smo koncem pustili kot dolžni do upravičilo dojavljenih sredstev. Seveda, kar se poteče raznih teh političnih razprav, jaz mislim, da je... Nismo mi tisti, ki v tem boljše, da se deli kontaktirati.
človekom, ki je to povedal, pač to je določenih tekstov in težko je razpravljati. Prosim, odsotnost. In pa glasujemo. Tudi to je sprejeto in prehajamo na 13. točko, tu so pobude in vprašanja. Želi kdo dati pismeni obliki oziroma ste že preko postava poslali, če želiš kdo dati kako ustno. Kot ne, jaz zaključil danes posejo. Hvala lepa, jaz bomo odgovorili na vse pismene pobude in vprašanja. Se vam zahvaljujem za pomembno sejo. Glede na to, da verjetno seje več pred novim letom ne bomo, želim vse dobro, tudi ne bo novoletnega sprijema zaradi te epidemije. Mislim, da bomo čim bolj zdravi bili in da bomo imeli priložnost po novim letim, mogoče že malo bolj optimistični duši nadaljevati. Hvala lepa.